Torej, pozdravljeni smo Dolores, Nataša in Ana in prihajamo iz Srednje ekonomske šole v Mariboru pod mentorstvom profesorice Bronje Jars. In tukaj smo z namenom, da vam predstavimo našo poslovno idejo. Najprej vas pa vabimo k ogledu našega promocijskega videa. Torej, ideja se nam je porodila na izletu na Poljsko, kjer smo obiskali dve kavarni, Starbucks in Hard Rock Cafe. Njihova ponudba nas je zelo pritegnila, saj takšne v naši okolici ne najdemo. Na tak način smo prišli do te ideje, da bi tudi me ustanovile podjetje s takšno dejavnostjo. Torej, dejavnost našega podjetja sodi med slaščičarne in kavarne. Torej, ukvarjale bi se s prodajo kav, smutijev in mafinov. Do imena kremeo smo pa prišli iz latinskega izraza kremea, kar pomeni nekaj kremnega. Torej, naša prva poslovalnica se bo nahajala na Grajskem trgu 1 v Mariboru. Med tednom bomo obratovali med 8 in 19 uro, med vikendi pa med 9 in 17 uro. Ker pa se zavedamo, da tudi med prazniki večina ljudi pride v mesto, smo se odločili, da bomo tudi takrat delovali in sicer med 10 in 16 uro. Širino naših izdelkov predstavljajo kave, mafini in smutiji. Globino pa predvsem različne vrste prej teh našteti. V naši ponudbi pa bomo dodali tudi klasične izdelke. Torej, na embalažah bo naš logotip, ker pa se zavedamo, da želimo v svetu, ker želimo biti čim bolj okolju prijazni, smo se odločili, da se bomo v prihodnje povezali tudi z ekodobavitelji. Naša poslanstva je predvsem zadovoljstvo kupcem in da jim omogočimo lepši dan. To bomo dosegli z bogato izbiro kav, mafinov in smutijev ter drugimi klasičnimi izdelki, ki spadajo v sektor gostiln in kavarn. Naša vizija je, da ponudbo obogatimo tudi z drugimi sladicami in napitki. Če nam bo posel stekel, pa se želimo tudi v prihodnje širiti na tuje trge. Glavni cilj je pridobivanje zaupanja kupcev. Pomembno nam je, da delamo kvalitetne izdelke in da z kupci vzpostavljamo dobre odnose. Želimo si pa poslovati tudi z dobičkom. Največje zadovoljstvo nam bo, če bodo naši kupci nasmejani in zadovoljni. Trudili se bomo biti čim bolj uspešnejši na trgu in seveda naše glavno vodilo pa nam je, da ne smemo obupati. Kot priložnost vidimo, da se naša poslovalnica nahaja v centru mesta, blizu šol. Sodelovali bomo na različnih sejmih in prireditvah, želimo si pa tudi sodelovanja z drugimi podjetji. Največja ovira, s katero se bomo spopadli, je že obstoječa konkurenca na trgu ter razni predpisi in zakoni. Naša prednost bodo pa predvsem dobri in kvalitetni izdelki. Vse se s tem delom prvič spopadamo, zato bo naša največja slabost predvsem novo področje in neprepoznavnost na trgu. Ker je to naša skupna ideja, smo se odločili, da si bomo delo v podjetju razdelile. Tako bomo na začetku delali samo me in se bomo odločali z skupnimi močmi. Tukaj na grafu je pa prikazan predviden poslovni izid v prvih 3 letih. V prvem letu pričakujemo, da bomo dosegli pozitivno ničlo, v naslednjih 2 letih pa pričakujemo malo večji dobiček. Torej, naše kupce bi lahko razdelili nekako v 3 skupine. Prvo bi omenila mlajše otroke, katerim se oči zasvetijo, ko vidijo kaj sladkega. Zato se nam zdi, da bo ponudba mafinov prava rešitev za njih.
Potem pa seveda srednješolci, kateri živijo največ časa v mestu, ker pa so odmori med poukom kratki, je naša ponudba prava rešitev za njih. Seveda pa si lahko tudi smutija in mafina odnesla s seboj. In pa potem še starejša generacija, katera najraje pije kavo, menimo, da jih bomo prepričala v tej meri, da se bodo zadovoljni vračali k nam. No, tukaj odločile smo se, da bomo vsakemu stotemu kupcu ponudila oziroma podarila enega izmed naših promocijskih materialov. Tukaj je na primer podlaga za miško. Potem tukaj imamo tudi vrečke v pomanjšani obliki za zadeve tugov. In pa tukaj je podstavek za državne zalončke. Tukaj še vizitke. Dovolite pa, da zaključimo z eno mislijo. Ovire so nujne za uspeh v prodaji in vseh drugih poklicih, saj zmaga pride šele po mnogih bojih in neštetih porazih. Torej, izgleda